župan občine Radovljica Ciril Lubočnik. Za vami je 24. redna seja občinskega sveta občine Radovljica, ki je bila prejšnji teden v sejni sobi. In ena izmed osrednjih točk je bilo poročilo zaključnega računa proračuna za leto 2021. Ja, res je, jaz lahko ugotovim, da je bilo preteklo leto pravzaprav najboljše, odkar sem jaz zdajle na občini, pa bo skoraj 12 let. Takšno realizacijo, kot smo imeli v preteklem letu, je vprašanje, če jo bomo lahko še kdaj dosegli. Je pa res, da je bila sreča v tem, da je bila tudi v tem letu zaprta proga, ki skozi občino Radovljica od Podnarta do Lesc, in na tej relaciji smo ogromno stvari torej skupno z državo naredili. Ta dela bomo v letošnjem letu še zaključevali, ampak v glavnem so narejena. Rekorden je bil proračun, 88% je bila višina realizacije, kar je zavidljivo. Tudi v nominalnem znesku preko 22 milijonov evrov, tako da sem izredno vesel. Porazdeljene so bile investicije, tako kot sem vas celo leto tudi preko vaše televizije obveščal, po vseh 12 krajevnih skupnosti. Seveda sem pa zadovoljen, da smo se tudi manj zadolžili. Zadolženost bi lahko znašala 2 milijona 250 tisoč evrov v preteklem letu, zadolžili smo se samo 300 tisoč, zato se lahko, bom rekel, v letošnjem letu zadolžimo več. Potrjen pa je bil tudi rebalans. Zakaj je potreben rebalans občine Radovljica in kakšen naj bi bil? Ja, saj to je v bistvu nadaljevanka tega, ki so začela. Rebalans občine Radovljica je bil potreben predvsem zaradi prihodkovne strani. Mi smo kar zajeten del sredstev dobili dodatno. Seveda projekte peljemo z vso vnemo naprej, tako da letošnji proračun bo kar 25 milijonov evrov in upam, da bo tudi realizacija. Imam sicer malce zaskrbljenosti zaradi preobremenjenosti gradbenih podjetij, ampak vseeno sem optimist in tisto, kar smo si zadali, bomo poskušali do konca leta tudi realizirati. Kot sem pa rekel, namesto lanskega leta smo se v letošnjem letu je bilo z rebalansom potrjeno, da se zadolžimo 2 milijona 690, ampak kumulativno v obeh letih, torej 21 in 22, smo se več kot milijon evrov manj zadolžili oziroma se bomo. Tako da sem tudi iz tega stališča zelo zadovoljen in te glavne investicije bojo absolutno vse stekle. Je bilo še kaj posebnega na sami seji občine Radovljica prejšnji teden? Da bi rekel, da je bilo kaj posebnega, ne. Skratka, bil sem tudi zadovoljen, da so svetnice in svetniki ta rebalans potrdili. Bil je zelo dobro pripravljen, tudi se moram mojim sodelavcem zahvaliti zaradi tega, ker je bilo to res obsežno gradivo. Eno zaključen račun, drugo pa tudi rebalans, in če je dobro pripravljeno gradivo pa obrazloženo, kam grejo sredstva, potem je toliko manj vprašanj in toliko lažje tudi svetnice in svetniki dvignejo oziroma glasujejo za. Spomladanski čas začenja tudi gradnjo kanalizacije na Lancovem. Ja, zdaj moram reči, da letos je izredno dobra zima za gradbenike. Ne začenjamo, ampak smo že kar v teku 2 meseca. Seveda imamo tukaj obvezo do države Evropske skupnosti, kajti so bila dodeljena nepovratna sredstva in do 1. septembra mora biti, bom rekel, ta kanalizacijski sistem urejen. In glede na zelo dobro vreme in kar smo že naredili v zgodnji ali pa v pozni zimi, lahko rečem, da bo tudi ta projekt zaključen pravočasno.
Nadaljuje pa se tudi druga faza povezave, kolesarske povezave v Lescah. Res je, no, tukaj smo, prvo moram se nazaj še vseeno toliko navezati, da ta kolesarska povezava med Lescami in Radovljico je res bila dobro sprejeta. Mi smo zdaj še letos umestili dva drogova za raztezanje, predvsem kolesarjev in pohodnikov. Umeščeni so tudi na teh dveh postajališčih pravzaprav klopce, tudi stojala za kolesa, pitniki z vodo in res je bilo dobro sprejeto. Seveda pa že nadaljujemo, uvedba v delo je bila, tako Leščani že vidijo, da se bo ta odsek, torej Železniške ulice, v letošnjem letu nadaljeval, ker je v tem projektu tudi z nepovratnimi sredstvi in se bo priključil pravzaprav na ta odsek, ki smo ga v lanskem letu realizirali, tako da bodo te kolesarske povezave med Radovljico in pa Lescami zelo dobre. In pa seveda nadgradnja bo potem tudi v nadaljevanju, ker bo država delala kolesarsko stezo od recimo Avsenikovega spomenika preko osnovne šole v Lescah, preko Radovljice in tako naprej. No, letos pa po 2 letih ponovno bo Radovljica sladka, saj bo organiziran festival čokolade v času 23. in 24. aprila. Res je, mi se veselimo zdaj, da je predvsem zaradi tega sproščanja ukrepov po koroni, da nam je uspelo pravzaprav z Zavodom Turizem Kultura Radovljica zagotoviti tako finančna sredstva, kot tudi privabiti dovolj razstavljavcev. Seveda po tolikem času bo festival samo 2 dni, ampak vseeno vljudno vabljeni, bo pa 23. in 24. aprila, tako da se bo dogajalo, bo veliko pokušanja čokolade, bo pa veliko spremljajočih, bom rekel, koncertov, aktivnosti, zaradi tega, ker želimo, da se ljudje res sprostijo po tem dolgem času zaprtja. In sem prepričan, da samo vreme naj bo takšno, ne preveč toplo zaradi čokolade, da bo omogočalo vse te prireditve. Moram pa povedati, no, da je pa veliki dogodek, bo pa sigurno razbijanje 100-kilogramske čokolade Gorenjke. Ob 100. obletnici bo ta težka za to 100 kilogramov, tako da bo tudi atraktivno. No, v galeriji avle občine Radovljica pa se po 2 letih končno odpira spet razstava Fotografsko društvo dogodki v letu 2021. Ja, res je. Jaz sem zdaj zadovoljen, da bomo občino smo tudi odprli in enostavno bi radi spet prišli v normalno življenje. Mi imamo v avli na občini stalne razstave, med drugim je tudi ta razstava naših fotografov in sem prepričan, da bodo ljudje zadovoljni, kajti v lanskem letu je bilo veliko aktivnosti, tako da so ujeli res prave fotografije, ki bodo spominjali na aktivnosti delovanja občinske uprave in občine kot take. Hvala za vaše odgovore, župan, in srečno. Hvala tudi vam.